CR-V je eden prvih SUV-jev, ki smo jih dobili v Evropi. Bilo je to sredi 90-ih let, a tedanji CR-V-ji so bili drugačni. Recimo, da so bili veliko bolj terenski, pa čeprav je to pravzaprav bistroumni nesmisel, kajti Hondina tedanja noviteta je bila pravzaprav cestnega, ne pa terenskega značaja. A tako je, današnji SUV-ji so praktično povsem cestni avtomobili, pogosto brez štirikolesnega pogona, duh Amerike je namreč povsem osvojil Evropo, kaj Evropo? Kar cel svet je že ameriško SUV-jevski. Duh Amerike se kaže v tem, da so SUV-ji pravzaprav novi družinski avtomobili. V stereotipih se v njih po predmestjih vozijo mamice, tipična pot pa je do bližnje telovadnice, kjer njen otrok trenira bejzbol. No, CR-V je tipičen avto za takšno reklamo in to svojo vlogo opravlja dobro. Ponuja namreč izredno veliko prostora spredaj, zadaj in v prtljažniku. Navdušila nas je tudi velikost predala v naslonu za roko, toda navdušenje kljub vsemu ni brez zadržkov. Ne prezrimo, da trije potniki zadaj ne bodo srečni. Klop je namreč oblikovana tako, da sredinskega potnika pas reže v vrat in otroškega sedeža tja ne boste mogli pripeti. In če se pogosto menjata voznika, priporočamo, da dokupite električno nastavljanje sedeža. Vzvod za naslonjalo je namreč nenatančen. Toda potem je na vrsti vožnja. In ta je nadvse udobna. Avto luknje požira vrhunsko, ampak res vrhunsko, kar se še posebej izkaže na makadamih, ki so očitno za CR-V-ja ostali naravni habitat kljub današnji povsem asfaltni namembnosti. In požiranje cestnih napak se izkaže tudi med dinamično vožnjo, ker je avto mehak, a vseeno nadpovprečno miren in stabilen. Kljub temu CR-V-ja dinamičnim voznikom ne priporočamo, kajti volanski obroč je treba veliko bolj zavrteti, kot smo danes navajeni. A potem je tukaj motor. To je področje, ki ga Honda popolnoma obvlada. In čeprav se je izkazala tudi z dizli, so bencinski motorji vendarle tisti, po katerih je ta znamka znana. Tokrat so v CR-V-ja vgradili razmeroma majhen motor, 1,5 litrski bencinski turbo 4-valjnik, vsekakor manjši motor, kot bi pričakovali glede na izkušnje. Doslej smo namreč v takšnih SUV-jih vozili kvečjemu 2-litrske dizle. No, mali bencinski motor je prijazna, lahkotna izbira, sploh v kombinaciji s CVT neskončno stopenjskim samodejnim menjalnikom, s katerim ta Honda spet malce zadiši po neki drugi celini. Toda poraba bo jasno povedala, da temu avtu najbolj ustreza lahkotno kruzanje po predmestjih. Če je precej dobrih 8 litrov bencina za 100 km umirjene vožnje nekako še sprejemljivih, pa vsakršna dinamika denarnico sprazni z mnogo hitrejšim, se pravi dvoštevilčnim tempom. Stereotipi torej držijo. CR-V je avto z jasno določeno ciljno skupino kupcev.